Najti Boga. Tema, ki se odvija skozi stoletja človeštva. Če želimo nekoga spoznati, se mu moramo približati. Ostati na razdalja nam onemogoča, da nekoga spoznamo. To nas vodi v skepticizem. Sama beseda skepticizem pomeni preverjati iz razdalje. Če nekoga opazujemo z razdalje, ga nikoli ne bomo spoznali. Isto pomeni, ko govorimo o temi najti Boga. Če se želimo prepričati ali najti, spoznati Boga, se mu moramo približati oziroma ga iskati. Zakaj bi sploh iskali Boga? Saj nekateri zagovarjajo, da je Bog zabloda in je za človeštvo celo nevarno in škodljivo. Prepričani so, da je znanost edina pot do resnice in ne potrebujemo Boga. Tema o Bogu je velikokrat kot tempirana bomba in kaj hitro bomo spoznali, da smo na bojnem polju. Kakorkoli, pa se globoko v nas porajajo vprašanja, kaj je smisel vsega, čemu smo tu, kako se je vse začelo. To se še posebej izrazi, ko se soočamo s težavami, trpljenjem, izgubo ali stvarmi, ki jih ne razumemo. Zato bomo tej temi večkrat hodili kot po bojnem polju. Saj bom večkrat navrgal različne mnenja o Bogu in znanosti, ki jih mogoče še nikoli nismo slišali. To bo mogoče razburkalo naša dosedanja prepričanja, mišljenja in nas zmedlo ali pa tudi ne. Ena je že ta. Nikoli mi niso povedali o Darwinu kot začetniku teorije o evoluciji, da je sam priznal, da si ne more predstavljati, da bi zapletene stvari nastale slučajno. To sem pozneje prebral iz knjige Misli velikih ljudi. Poglejmo zdaj konkretno eno izjavo iz Svetega pisma o iskanju Boga. Iskali me boste in me boste našli, ko me boste iskali z vsem srcem. Prerok Jeremija govori o Bogu, ki se je pripravljen najti, spoznati, vendar poudarja, da moramo Boga iskati z vsem srcem. Na nekaterih drugih mestih pravi tudi Božja beseda z vso dušo in podobno. Govora je o resni odločitvi, želji, spoznanju Boga oziroma vsem, kar je v zvezi z njim. Kot smo rekli na začetku, če želimo nekoga spoznati, se mu moramo približati. Tukaj imamo eno od ponudb, ki nam govori, da je možno najti Boga. Seveda je to za nekatere prelahko, preprosto, premalo, da bi se odločili o resnem iskanju Boga. Za razmislek. Velika je razlika, ali dolga je pot do Boga, če želimo najprej dokazati, da ne obstaja Bog. Mnogo krajša, hitrejša je pot, če takoj na začetku napravimo iskreno odločitev, da ga želimo spoznati. Ves čas se krešeta mnenji dveh skupin. Ena skupina je znanstvena, stran v duhu ateizma, in druga stran predstavniki, ki jih lahko imenujemo Božja stran, v kateri pa so tudi mnogi znanstveniki. Predstavniki
znanstvene, ateistične strani se imajo za glas razuma. Prepričani so, da svojim prizadevanjem zaustavljajo valove nevednosti in vraževerja, ki jima človeštvo sužnjuje, že odkar je prilezlo iz prajuhe. Njihova stališča, ki bi jih na kratko lahko povzeli, kot pravi John Lennon v svoji knjigi Ali lahko znanost razloži vse. Takole. Znanost je za človeški razvoj neustavljiva sila, ki bo našla odgovore na naša številna vprašanja o vesolju ter rešitvi za premnoge, če že ne kar vse težave človeštva, kot je bolezen, energija, onesnaževanje, revščina in tako dalje. Nekoč prihodnosti bo zmogla razložiti vse in izpolniti vse naše potrebe. Če k temu dodamo še znanstveno stran, tudi domneva, da bo znanost nekoč našla odgovore na vsaj nekatera izmed velikih vprašanj človeštva. Od kod prihajamo? Zakaj smo tu? Kje je smisel našega obstoja? Na drugi strani pa predstavniki Božje strani menijo, da za vsem, kar obstaja in kar smo, tiči božanska inteligenca. Išče odgovore na ista velika vprašanja kot prva skupina, le da iščejo odgovore drugod in celo trdijo, da so odgovore tam tudi našli. Menijo, da kompleksnost in čudežnost vesolja ter neverjetno bogastvo in raznovrstnost našega planeta samo po sebi nakazuje, da se za tem prelepim osupljivim svetom skriva čudoviti Različnost teh dveh skupin privede velikokrat do spopadanja in velikokrat do zmerjanja in težkih besed, od katerih pa nobena stran nima posebne koristi. Zato ni čudno, da mnogi ljudje sklepajo, da Bog in znanost nista združljiva. Kaj pa, če sta znanost in Bog vseeno združljiva in smo bili zavedeni, da smo se zapletli v nesmiselno vojno? A je možno danes, da si znanstvenik in hkrati verjameš Boga? Podatek, ki ga mnogi ne vedo, da od leta 1901 do leta 2000 je bilo Nobelovih nagrajencev 60% kristjanov. Zakaj govorim vse to? Da nam malo razbijem mišljenje, da je mogoče vera Boga nekaj preživetega, primitivnega, vraževernega in nevednega. Da mogoče porušimo zmotna mišljenja, da je preživeti čas, ko bi se še ukvarjali z Bogom in ga iskali, kot smo rekli, v uvodu. Da se rešimo skepticizma, da bi o Bogu razmišljali samo z neke razdalje ali ga iskali samo, ko smo v stiski. Kot smo že prebrali, Bog se nam želi najti. Iskali me boste in me boste našli, ko me boste iskali z vsem srcem. Zato, če želim danes vse nas opogumiti, da se odločimo, da želimo iskati Boga z vso resnostjo. Kajti, če vse to res, kar nam govori Sveto pismo o Bogu, je pred nami najbolj čudovita in svetla prihodnost. Jeremija v tem istem poglavju govori
preroško in odkriva, da ima Bog za nas čudoviti načrt. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Prerok Jeremija govori te besede izraelskemu ljudstvu sredi najbolj duhovno temačnih dni, saj so izgubili svojo domovino, svobodo in bili v babilonskem suženjstvu. Toda tisti, ki išče Boga, molijo k njemu, lahko pričakujejo odgovore in njegov blagoslov. Zaključimo s kratko molitvijo. Bog, ti se mi razodeni, odpiram ti svoje srce. Pomagaj mi, da se zaustavim v tem tempu življenja in se vprašam, a si nas ti ustvaril za nekaj mnogo več. Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet razodeti Boga. Amen. To je moče ena kratka molitev, ali je pomembno, da svoje srce odpremo Bogu, da beremo o evangelijih, ki nam razodevajo Boga. Za dodatno pomoč vam priporočam knjigo Johna Lennoxa, Ali lahko znanost razloži vse. To je bil en uvod v iskanje Boga. Se vidimo naslednjič. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.